Jure, hvala. Nike, a bi se mogoče pridružila? Ja, a ima kdo kakšno vprašanje iz občinstva? Kdo? Nihče? Ok. Potem pa, ok, Jure, oprosti, jaz nič ne vem o tem, tako da, a je šele kaj v 19. ali kaj si rekel, 18. stoletju bila Marija razglašena za brezmadežno, a sem to prav razumela? V 19. Pač v 19. stoletju je bila razglašena dogma. Se pravi, prej so Marijino brezmadežnost početja so prej dojemali zgolj kot neko versko resnico, ni pa bila strani cerkve potrjena kot dogma. Čeprav so jo, ne vem, na primer Anton Martin Slomšek je v tem, ko je papež zaprosil, da naj škofje pregledajo, da naj preverijo v bistvu na svojem domačem terenu, kako je z samim čiščenjem brezmadežne in Marijinega brezmadežnega spočetja, je napisal, da kljub temu, da je to zgolj neka verska resnica, da jo sami verniki na Spodnjem Štajerskem dojemajo kot dogmo. Se pravi, nekaj dosti se ni spremenilo, šlo je zgolj za neko formalnost. Tako. Ok, hvala, nisem vedela. Ok, če se zdaj ustavim pri tebi, a veš mogoče, zakaj se Marijini stebri začnejo pojavljati šele sredi 15. stoletja in ne prej? Torej, kaj se je spremenilo v 15. oziroma pač še kasneje stoletju, da pač takrat začnejo toliko častiti Marijo in ne kakšnega drugega svetnika? Sicer tu nekega tako enoznačnega odgovora ni. Dejansko je tako, da so se v Italiji najprej začeli pojavljati tisti stebri z upodobitvami krajevnih zavetnikov. To je pa bilo zgolj kot neko, to so bili simboli določenega trga oziroma mesta. In verjetno se je na enak način to sprožilo tudi z Marijinimi stebri. Zatem, ko pa je pač nastopil baročni čas, pa je seveda pred osrednjo rimsko Marijino cerkvijo bil postavljen tudi steber, pa je verjetno to nekje v ozadju pri ostalih sprožilo to misel, da lahko pa bi tudi pri nas bilo nekaj takega. Aha, ok, hvala. Torej nič posebnega na Mariji. Nike, verjetno pač v tem centralnem, kako si rekla, centralna komisija, a so imeli kakšne kriterije, po katerih so pač zbirali spomenike, ki so jih vključevali v svoj korpus, ali je to bilo bolj... V bistvu centralna komisija je bila tam, da je dokumentirala umetnostne spomenike, ki jim je v bistvu grozil propad v prvi vrsti. Oni, koliko sem do zdaj uspela ugotoviti, niso naprej določali, katere umetnostne spomenike se mora dokumentirati, ampak so zato imeli te konzervatorje, pa korespondente, pa dopisnike, ki so potem na terenu v bistvu se odločili, katere je pa vredno dokumentirati, ker jih pa mogoče čez, ne vem, 10 let več ne bo, ker propadajo. Torej, bolj kot ne v prvi vrsti, da jih rešijo pred propadom, vsaj s tem, da jih pisno ali dokumentirajo ali pa ne vem, da jih opišejo, torej fotografirajo, opišejo, narišejo. A je mogoče znano, zakaj se ta zavest o tem, da je treba ohranjati pač dediščino, razvila šele v 19. stoletju ali... To pa verjetno zaradi predvsem razvoja teh neoslogov, ne vem, neoromanika, neogotika, torej srednji vek na primer je začel postajati ponovno popularen takrat in najverjetneje so ravno zaradi tega pol se začeli tudi z spomeniškim varstvom ukvarjati. Drugače pri gradovih na primer pa predvsem zato, ker so takrat pričeli v bistvu prehajati v javno last oziroma lastniki so se začeli menjevati, niso več bili plemiči, lastniki določenih, ker so izumrle določene rodbine, pa se je potem pač to prodajalo dalje in so iz teh gradov delali potem tudi, tako imamo zdaj v primeru Hrastovca, na primer, torej oddelek za psihiatrijo, na primer, pač v tem smislu.
Begunje tudi, ali ne? Meni se zdi. Okay. Ne bom nič na pamet rekla. Ok, hvala. A je mogoče zdaj še kakšno vprašanje? Torej, sicer marini stebri niso edina tema, s katero se ukvarjam. Ukvarjam se z figuralnimi znamenji, ampak spodnja Štajerska pa je glih dovolj zamejen prostor. Se pravi, če bi se osredotočil na celo Slovenijo ali pa samo na historično Štajersko, bi to že naneslo na preveč spomenikov. Pri zelo hitrem štetju, naprimer vse javne baročne plastike na spodnjem Štajerskem, sem prišel že čez številko 160. In to pač brez tega, da bi res detaljno vse popisal. In zdaj, ko sem se omejil samo na nekak figuralne znamenja, je ta številka že pri 90 in z vsakim terenom samo narašča. Pač. Tako da mislim, da je to ena dovolj homogena pač enota, da jo lahko raziskujemo, prav tako pa navežen na dogajanje tako v ostalih deželah notranje Avstrije. Ja, to se mi pač zdi nekako najbolj smiselno. Marko? Številčno, če je popis že, ali pa če je znano, katera so najbolj številna figuralna znamenja v Sloveniji? Tukaj je pa zdaj tak. Na splošno prevladujejo marijanske pa kristološke motivike. Ne, se pravi, zdaj, če vzamemo na splošno marijina znamenja, marijini stebri so ena podskupina teh znamenj. In teh je zaenkrat preštetih 14, s tem, da se lahko še pač kak pojavi. Ne? Tako da prevladujejo predvsem marijine skupine pa Kristusove. Potem zelo so razširjeni bili tudi kipi svetega Janeza Nepomuka. Teh je na spodnjem Štajerskem zaenkrat preštetih 29, ampak številka narašča. Je pa šlo tudi za en fenomen v obdobju baroka, kajti njegove kipe so praviloma, vsaj na Slovenskem, začeli postavljati šele po letu 1729. In kljub temu, da jih je do konca 18. stoletja bilo postavljenih vsaj 29, se je postavljanje teh kipov nadaljevalo še daleč v 19. stoletju, predvsem v prvi polovici. In tudi ti spomeniki so pač precej številčni. Še kdo? Ok. Ja, Jure, Nika, najlepša hvala. To je to, s tem smo zaključili 4. sklop. Hvala.